Dobrodošli na spletni strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Agencija vsako leto izvaja postopke evalvacije vzorca študijskih programov, s katerimi presoja kakovost vsebine študijskih programov, njihovo izvedbo ter pogoje za študij. Glavni namen teh evalvacij je svetovanje visokošolskim zavodom pri razvijanju samoevalvacije ter posodabljanju in izboljševanju kakovosti študijskih programov. Vzorec študijskih programov je določen glede na izbrano temo. Visokošolski zavodi so o osnutku vzorca pred potrditvijo obveščeni in se do izbire programov lahko opredelijo oziroma podajo alternativne predloge z argumentacijo za študijski program v letnem vzorcu. Seznami vzorcev so objavljeni na spletni strani agencije. Tematski nabor programov agenciji omogoča pregled dogajanja preko pretežnega dela visokošolskih zavodov na danem področju in obenem omogoča, da se pri evalvaciji še dodatno upošteva posebnosti in specifike posameznega študijskega programa. Agencija po končanem ciklu vzorčnih evalvacij opravi analizo poročil strokovnjakov. Z izsledki si pomaga pri načrtovanju izboljšav lastnega sistema kakovosti, izobraževanjih strokovnjakov in svetovanju visokošolskim zavodom. Standardi presoje pri vzorčnih evalvacijah so del meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, bolj podrobno pa so predstavljeni v posebnem vodniku po presojah. Vodnik je namenjen tako strokovnim delavcem in strokovnjakom agencije, kot vlagateljem in študentom, saj omogoča jasen vpogled v razumevanje standardov. Svet agencije tako po koncu postopka visokošolskemu zavodu ne izda odločbe, temveč da priporočila, kako izboljšati kakovost študijskih programov, njihovo izvajanje in spreminjanje. Pomemben korak v celotnem procesu je poročanje visokošolskega zavoda o napredku, torej o uresničevanju priporočil. Če pri evalvaciji ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti, mora visokošolski zavod agenciji in svetu agencije poročati v 2 letih. Če pa se priporočila, ki jih je dal svet agencije, nanašajo na večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti, je za poročanje določen krajši rok. V primeru, da neskladnosti niso ustrezno odpravljene, svet najprej pozove za dodatna pojasnila, v naslednjem koraku pa lahko odloči, da uvede postopek izredne evalvacije študijskega programa. Visokošolske zavode spodbujamo, da se pri poročanju sklicujejo na dele svojega samoevalvacijskega poročila, iz katerih je razviden napredek oziroma upoštevanje priporočil sveta. Na ta način je visokošolski zavod razbremenjen dodatnega dela, hkrati pa je usmerjen k temu, da je v samoevalvaciji presoja, ali so bila dana priporočila ustrezno implementirana. S preverjanjem napredka pri posameznem študijskem programu agencija redno sodeluje z deležniki in spremlja učinke evalvacij.